The more you approve of your own decisions in life, the less you feel the need to have them approved by others. Evo, dobrodošli nazaj, še en kolesarski čvek. Danes je z mano Andi Bajc, klele imava še njegov kolo, ga bo pol predstavila čist na koncu, tako da tiste, ki zanima, kjer kolo voz, počakajte do konca. Pogovarjala se bova pa v Letap Slovenija, ki bo septembra, kjerga? 7. in 8. september. 7. in 8. september. Najprej, dobrodošel, kako si? Hvala. Super. Mi je zelo všeč, da se lahko spet pogovarjam v podcastih o kolesarski tematiki. Daj mi povej, jaz sem gledal, vi imate v bistvu program, 7. je, kaj se bo dogajalo? 7. bomo letos stvar še malo nadgradili, se pravi, imamo družinsko vožnjo in otroške dirke, kakor smo imeli že pred 2 leti, in letos tudi prvič premierno z 150 kolesarjev, v bistvu kot en prolog na Jelenov klanec, se pravi zadnji vzpon Letap Slovenija. Bomo letos tudi v soboto merili v dolžini 600 metrov in vsak, v bistvu prijava je brezplačna, vsak, ki se prijavi, dobi kolesarski dres, kar časti Union, in krem de la krem tega izziva je, da se pač pomirijo proti Mateju Mohoriču. Se pravi, Matej Mohorič je tisti, ki je zadnji štarta, in vsak bo lahko videl, kako se lahko pač primirja proti njemu na takem kratkem vzponu. Je pa zanimivo, da sva z Matejem že o tem govorila in se Matej tega izziva kar boji, no? Ker je rekel, ne, tu me bojo vsi premagali. Tako da vabim vse kolesarje, imamo še, mislim, da je še par prostih mest, tako da ne se čim prej prijaviti. Koliko bo pa lahko štartali? 150. 150. Ja. Pol nori rekreativci slovenski hitro se prijavite, da vidimo, če kdo lahko profija nagon. Klanc, kukar deluje tak nedolžen, pol 600 metrov full out šprinta, niti ni tako nedolžen. Mislim, da je, če se prav spomnim iz dirke, ko smo jih dirkali, to je nekih 40 sekund, 45 sekund. Pa Mohorič zihar obrača gor 800... mi se spomnim z mojih dirk, mislim, da smo šli, saj moj osebni rekord ceho klanca, enih 750 do 800 vatov, No, to je definitivno zanimiv. To morate nujno tudi posneti, zato da so pol videli, kako je šel ta najhitrejši gor, pa kako je šel pol 150. Malo še razmišljamo, da bi Matej delali en handicap, da stvari še začinimo malo. Da bo še spolnil von gora, veš? Ne vem, da bomo pa malo radlerjev prines do vrha za vse druge nastopajoče. Ne, ful dobra ideja. Sploh, če dobijo še dres, a dres bo prav od Letapa? Dres dobijo, ne, se pravi, tu je dres v barvah Uniona, se pravi izotonika, novega izotonika. Tako da tu je 150 komadov bo narejenih in to je to. Dres prav kolesarski? Dres kolesarski. The best, no, evo. Pa brezplačno. To sploh jaz nisem vedel, tako da prijavite se čim prej, kaj je letapslovenija.si? Zdaj si me pa dobil. Bo v opisu link, tako da pejte tja gor, pa bom jaz prav dal link do tja, kjer se prijavite prav sam na to, tako da boste lahko sam na to kliknili in fertik. Ti si v bistvu tudi tekmoval včasih, koliko cajta si dirkal? Jaz sem če se rejemo zdaj, v članski kategoriji sem tekmoval, se pravi, do mojega 32 leta. Se pravi, tu je 14 let. Se kar nabere. Kjere so pa kakšne, ne vem, te dirke malo večje, ki si jih vozil? V bistvu vozil sem do kategorije Pro, se pravi, ko je dirka po Sloveniji, za večje kategorije pa tako rabiš biti vsaj v Pro Conti, pa v Pro Tour ekipi. V katerih ekipah si bil? Začel sem v Radenski 4 leta, potem sem šel 2 leti v Turčijo in na to sem bil v bistvu, mislim, da 8 let naprej v Avstriji, se pravi prvo v Amplacu in potem še na koncu v Felbermayerju. A se kaj pozna razlika, tako ko si v klubih po Sloveniji, pa pol, ko greš tujino, so kakšne razlike, ali se ti zdi, da v Sloveniji, rečemo na tem nivoju, da se že dobro dela?
jaz mislim, da če gledam od začetka, se pravi iz Radenske ven, je razlika ta, da smo lahko takrat vsi kolesarji prvič dobili plačano in drugič smo lahko od tega živeli. Nekateri so zelo dobro živeli. In tudi so bili 4-5 ekip, kar je kolesarje relativno dobro plačalo. Zdaj pač te časi so vsaj minili, tudi vse se greh temu, da se stremi mlajšim kolesarjem, kar je včasih pozitivno, se pravi, mladi dobijo priložnost, po drugi strani pa včasih malo ta raven pada in se ta razlika med pro-turami in slovenskimi klubi večja, kar vidimo tudi na kolesarskih dirkah, recimo na dirki po Sloveniji se pač včasih so slovenske ekipe se borile za zmago, pa so bili tako Nibali, pa se pravi največji šampioni na dirkih, zdaj pa je tu minilo. Je tudi seveda omejitev budžeta, je sigurno se pozna, ampak ja, morda manjka kakšen starejši kolesar, ki bi malo izkušenj dal tem mladim, pa bi se ta razvoj v bistvu pohitril. No. Pa zdaj se mi zdi, da je tudi to, da so tudi večje ekipe so pogruntale, da je dobro, da grejo dirkat ali na Bližnji vzhod ali v Azijo, ker so nagrade, kukar je, rečemo, nepoznana dirka, ne, so tudi ful visoke, ker vem, da en cajt je Adria hodila tudi v Azijo dirkat, pa so zmagovali tam lahko. Zdaj vidiš pro-tour ekipe, ki pridejo tja, zato ker je dobi so zaslužek zelo visok glede na konkurenco. Ja. Zdaj še tega hočem reči, nimajo teh financ, ne pridejo v te manjše klube. Ne? Ja, v bistvu azijske dirke je korona zelo presekala in se šele zdaj postavlja nazaj stvari na isto mesto. In tudi traja, pač Kitajci so se zaprli, tudi imajo svoje kolesarske, mislim, imajo relativno veliko svojih kolesarskih ekip in so te dirke pač delali sam s svojimi ekipami. Po eni strani tudi zaradi tega, ker so pač njihovi kolesarji imeli možnost dirkati, ker je pač za Kitajce zelo težko priti v Evropo, ker so tu stroški enormni. In ja, tu se šele zdaj postavlja nazaj na neke neke pač tirnice, ker so bile pred korono. Po drugi strani je pa kolesarstvo postaja globalni šport. Mislim, je že postal globalni šport in vemo, da večina stvari, kar je, ali so tu dresi, čelade, ali so to kolesa, pridejo iz Kitajske ali pa iz Daljnega vzhoda in normalno tudi sponzorji, če vlagajo neko XY količino denarja v ekipo, si želijo, da se pač predstaviš tudi na domačem tržišču, ker Kitajska po eni strani ima milijardo ljudi in tudi če je procentualno glede na prebivalstvo manjša količina kolesarjev, je ta številka še vedno večja kot recimo v evropskih državah. No? Ja. Ne, mislim, meni je bilo čuden, ne vem, to je po moje zdaj enih 8 let, če ne še kaj več nazaj. Vem, da so hodili slovenski klubi dost, se pravi, na Bližnji vzhod pa v Azijo voze, zato ko so bile nagrade, kada ti rečem, že na maratonu, ko sploh ni bila dirka, neka kategorije, so bile že tam denarne, pa kar dost visoke in so pač tukaj pobirali in je pač klub dobil tudi določen denar. Ne? Ja, kolesari so, mislim, ja, se spomnim, ne vem, ko Adria zmagala Hainan, zadnje so prinesli kar lepe denarje vsak domov in ja, seveda, tudi so se kolesari sami pripravili in tudi klub se je pripravil na to, da so pač, recimo Hainan je ali pa Činkaj-Lej, ker so zmagali kolesari Adrije, je na višini, se pravi, mislim, da je tudi skoraj do 3000 metrov, če ne celo više. In so tudi fantje bliže naprej na višinskih pripravah, da so se pripravili, ker je pač v bistvu tu potrebuje za take dirke. In ja, tudi Luka Mezgec je v bistvu na tej dirki na Činkaj-Lej v bistvu naredil preboj proti drugim ekipam, takrat v dresu Save, zaradi katere je potem šel naprej. Tako da ja, take dirke so bile ne samo vzvod za dobiti denar, ampak vzvod za dobiti prepoznavnost pa ekipo. Ja. Okay. Ajde, greva nazaj na Letap Slovenije.
Se pravi, pol to v soboto so šla čez, pa v nedeljo imamo pa takrat tak maraton, se pravi, ki je okrog 80 km, ta dolg je pa koliko 145, 140 Ja, km. malo smo zdaj še morali, malo smo morali še progo spreminjati, neke minimalne kozmetične korekcije tega, pač zaradi del na cesti, ampak v osnovi trasa ostaja ista, ja, starta se skupaj ob 9 uri v Kranju, obe preizkušnji hkrati. Je pa tako, da se pač mi nudimo možnost, da se med samo dirko odločijo, na katero ali bo šli pač na 80 km v cilj ali pa na 150 km. Edina, kar omejitev je, da je vstop v daljši krog omejujemo s poprečno hitrostjo 25 km/h, ker pač zaradi samih zapor ceste, ker če ne da tu 4-5 ur razlike. Koliko pa je zapora, rečemo, ko se štarta, je koliko, 1 ura? Ja, načeloma probamo držati zaporo čim daljšo. Tle pač moram zahvaliti tudi policiji in pač naši rediteljski službi, ker je ista kot na dirki po Sloveniji, se pravi, cela mehanizacija od zadaj je ista kot na dirki po Sloveniji, tudi mi z njimi zelo dobro sodelujemo. Tudi tehnični direktor dirke je Bogdan Fink, se pravi, imamo od zadaj ljudi, ker vejo, kaj delijo. Tako da ja, pač to je tako, po slovenski zakonodaji je zapora 1 uro, potem treba pač cesto nazad odpreti in nazaj zapreti. Ampak ja, v bistvu v skladu s policijo nekako pol tu probamo urediti, da je dirka čim bolj varna in da so te pač zapore, da so pač ne bo prvi, ne bo zadnji, da imajo pač občutek ta, da so pa vsi v nekako zaprtem prometu. Še posebej, ko pridemo v naselje. Še ena mogoče za kolesarje tako zanimivo, pa mene zanima, ko imate pa kaj težave vsak let z občinami, a to se dobro sodeluje ali je kar problem dobiti soglasje, ker predvidevam, da najprej gre čez občine to vse, ne? V bistvu mi damo ven, prvo začne se z elaboratom, elaborat je pač ta začetna stvar. Imamo srečo, glede na količino občin, ker jih imamo, tudi lansko leto smo bili zelo presenečen in hvaležen vsem občinam, ker zaradi poplav smo morali traso spreminjati in normalno, da je bila za občine tu ne sekundarna, ampak terciarna stvar, ker imaš celo občino poplavljeno in so vsi, noben nam ni delal nobenih problemov, vsi so pač vse občine, kar imamo, jih zelo lepo sodelujemo z njimi, tako da ja, tle moram pač te lokalne občine vse zelo pohvaliti, še posebej pa občino v Kranju, ker pač ima ne samo, da nam omogoča pač prireditev in da nas podpira v tem, ampak da tudi marketinško s njihovo turistično pisarno zelo tu pač pomaga promociji v tujini. Lepo. Zdaj pa kar se maratona tiče, se pravi 7-8 september, prijave, a imate kaj omejen, koliko se jih lahko prijav? Ne, mi nimamo omejitev, pač imamo želje, koliko bi jih želeli imeti, ampak do zadnjega roka omogočamo prijave, tako da ne. Vsak, ki štarta, dobi se prav tudi dres? Ne, dres imamo tako, od letošnjega leta naprej malo smo morali, stroški dresov pridejo zelo enormni in smo pač letos omejili, da bi bil dres, možnost nakupa dresa, se pravi od odprtja prijav pa do 30.6. Se pravi, zdaj so pač na voljo samo še startnina, kar je pač stroški dresov in naročila pride tako veliki, da nam pol zaloga staja zelo velika. Tu smo se pač tle smo se mogli malo odločiti, ker je zelo težko vnaprej predvidevati, kakšne številke bojo na koncu, ker mi smo mogli drese že naročiti, dresi so že naročeni, tako da pa bojo pa tudi v prodaji, če bi ga kdo hotel? Dresi so že v prodaji, se pravi, mi drese smo dali že v prodajo, so v izbranih Hervisovih trgovinah, se pravi, v 5 trgovinah so v fizični obliki in seveda na spletni strani Hervisa.
Pa polka bo pa, se pravi, ta vikend bo se pa tudi na tam fizično prodajal. Se pravi, mi imamo 2 dni Expa, na katerem se predstavijo vsi naši sponzorji in tisti, ker razstavljavci, ki si pač želijo predstaviti svoje kolesarske ali pa bilo kakšne produkte in tam je tudi možnost nakupa kolesarske opreme iz Letap kolekcije. Ok, the best. Evo, a imamo mi da še kaj za dodati, kar se tiče Letapa Slovenije? Ja, ne, mislim, pridite pa vidite, no, Mislim, jaz sem se pogovarjal s Petro in njej je ful všeč maraton. Ona, mislim, da ga je šla lani prvič odpeljati. In je ful zadovoljna, tako da zdajle, to so pozabila. V soboto, se pravi, ko je bo zdaj sreda je danes, 3. julij, četrtek, 6. julija bo pred Velobarom, bo v bistvu tudi... Ja, pač mi organiziramo vožnje, Petra in Mirca sta tleje nam zelo veliko podporo, tako da ja, pridite, imate zastojno vožnjo, vsaka počastimo z bidoni, pa z zastojno kolesarsko hrano iz našega sponzorja Vitalgo in ja, se ve, Garmin nam nudi vsem na koncu brezplačno masažo, tako da... Ja. Se pravi, dobite bidon, pijačo za noter, pa najbrž mogoče še kaj dodatnega za pojesti, plus še masaža po, se pravi, rundi. Delali se bo, mislim, da zdaj cirka 80 km, gre se pa na kjero goro že? Ilovo. Ilovo goro. Evo, tako da to je to. Jaz bom zjutraj tudi tukaj, pa vas bom vse lepo malo poslikal, pa posnel, pa še kad pridete nazaj, pa najbrž bomo pol še kakšen tur pogledali, ki se pa itak skozi vrti v Velobaru, tako da vsi dobrodošli, da pridete v soboto, pa ja, da se boste zapeljali en fajn. Jaz sem sicer brez kolesa, tako da še ne 3 tedne na kolesaru. Zdaj pa gremo mi da predstaviti še od Andija kolo, klele tale Scott Edik zadaj, da te videli, kaj on voz. In to je to. 7. 8. septembra pa vsi lepo vabljeni na Letap Slovenije. Imaš še kaj za zaključek? Ne, pridite pa vidite, ne. Tukaj sem rekel že prej, mi si zelo želimo kolesarjem predstaviti Tour de France izkušnjo, se tudi zelo trudimo, da bo pač prireditev v prvi vrsti, da je varna, v drugi vrsti, da pač imajo vso podporo kolesarji, kakor na sami dirki po Franciji, pa saj, mislim, glede na maso, da se pač ta izkušnja čim bolj temu približa. In če ne pa nas gledate po televiziji na Planet TV, no. A bo isto? Prenos bo tudi letos na Planet TV, ja. Evo, še to. No. Koliko piškotkov ste vi danes vedeli, sončki? Ja, pa še nekaj, kar imamo, no, letos smo, če govorimo o sami varnosti, letos smo skupaj z dirko po Sloveniji tudi naredili še dodatne stvari na varnosti, se pravi, kar vidite na dirki po Franciji, v bistvu se bo tudi na Letap Slovenija. Se pravi, nevarni ovinki bojo označeni z istimi transparenti, kot na dirki po Franciji. Za samo traso uporabimo 60 blazin, se pravi, ne vem, 300 reditelj, to so številke, ker so nam zelo pomembne, no, ker mislim, da je varnost ta, kar je na prvem mestu, no. Evo, tako da, če hočete podpreti še za moje pojme ta drug ali pa ta tretji dogodek kolesarski v Sloveniji, ki je v redu zorganiziran, pridite, se pravi, to bo en dan po Vršiču, ko mislim, da vzpon na Vršiče. Ja, tako da pridite na Letap še, pa se vidimo pol v Kranju. Zdaj greva pa mi da še kolo predstaviti. Peva. Evo, mi dva se zdaj klele pred kolesom, pa bo Andy malo povedal, ne vem, kakšno ima razmerje, kjer kolo je, malo bo šel čez, kam mu je všeč, kam mu ni, tako da kakšno minutko, 2 boste še poslušali, pa gremo. Ena dobra prednost Letapa Slovenije, da imamo tudi zelo fajn sponzorje, tako da ja, Proloko mi je dal na uporabo enega tega, to raketo, se pravi Scott Edikta, 20-ko z SRAM opremo, pa tudi malo neobičajnimi time pedali. V bistvu SRAM je kupil
time in ja, nekako bojo provali tudi zdaj iz tega ven izhajati, se pravi iz time pedal, ki so v bistvu že zelo stare, zelo star pač proizvajalec francoski, ker je bil zdaj pod Mavicom, zdaj pa so jih je odkupil. Ena zanimivost, moje prvo kolo je bilo v bistvu isti setup, se pravi takoj, ko je Edikt prišel ven, se pravi prvi Edikt je bil isto s SRAM opremo, uradenski, se pravi zdaj po token časi, se po 15-16 letih se vračam na isti setup, isto smo imeli time pedala, tako da ja, ena taka zanimiva stvar. Malo sem se mogel tudi na sam SRAM navaditi, še posebej na ta nov način menjave iz male na veliko, z male na velik prenos od spredi, to mi je malo nek nov način, ki sem bil prej skozi vajen Shimanota. Tako da ja, ampak načeloma sem s kolesom zelo zadovoljen, mislim, da je zelo odzivno in jaz mislim, da je pač res raketa. Tudi jaz imam rad take, pač geometrija kolesa mi zelo ustreza. SRAM Force? SRAM Force, ja. AXS, se pravi, tukaj so brezžične prestave. Kaj pa, a imaš kakšno tako, kolesarji smo kar pricajzlasti, kar se tiče mogoče kakšne opreme na kolesu, plašči, širina balance, kaj tazga tep, ne vem. Se mi zdi, da stara šola kolesarjev je tako, da me čisto vsem daš jim nekaj podriti in oni se bojo vozili. Ne vem, ti imaš kaj tazga, da ti je bolj všeč, ne vem, imeti, ne vem, ali postavljene ročke ravno, bolj not, tako. V bistvu, ko sem bil profesionalni kolesar, sem bil zelo picajzlast, smo šli v milimetre, pa sva se s mehanikom včasih 1 uro krehala, kar ni bilo prav naštimno. Zdaj pa ne kolesarjem več toliko, da bi pač me toliko motilo ročke, ja, ročke so zame se mi standardne naštimane, jaz zdaj ne rabim več nekega groznega setupa. Prej sem imel tudi ožjo balanco, se pravi, prej sem imel do 30 balanco, zdaj imam normalno 42, kakor zdaj je pač, mi je udobje bolj pomembno, ko samo nek dirkalna geometrija. Tudi zdaj imam čas na kolesu živeti, prej je bilo vse podrejeno temu, da si pač čim hitrejši na kolesu in ja, zato je zdaj tudi pač same nastavitve kolesa so bolj udobne, kakor smo jih imeli prej. Gume, lahko povem. Gume, ja, so 5000-ke. Ja, gume so. V bistvu sem v svoji karieri sem prišel iz klinčerjev na tubularje, nazaj na klinčerje, na lateks in ja, zdaj smo nekako končali smo na tublesu. Gume so 28-ke, mislim, da so 28. Si gleda širino, mi deluje. 30, ne, 28 to. Gume so kontinentalove, 28-ke, tako da ja, mislim, jaz sem zmeraj prisegel na kontinental in mislim, da tudi kar ta kolo je kar eden tistih, recimo, da mojih top 5 koles, ker bi se jih tudi sam po sebi izbral, no. Se pravi, Edikt 20-ka, to je to, v živo zgleda, evo, ga še takole posnamem, zelo seksi, tako da če kdo hoče, naj pogleda pri slovenskih trgovcih, pa tudi barva je od bliz zelo zanimiva. Ja, v bistvu, jaz sem prvič to kolo videl, ker je bil še prototip, ker so še vozili v bistvu takrat Čeorika na dirki po Češki. Prvič sem ga videl takrat in mi je bil že takrat zelo všeč, pač bila je neka revolucija tudi za skot. V bistvu so menjali prvo Edikta in to šele foila in v tistem trenutku bil ta Edikt zelo hitrejši od njihova aero okvirja, tako da ja, okvir je hiter, okvir je tak, vsestranski, no, v bistvu lahko dober je za klance, dober je za ravnino, tudi pač za rekreativna kolesarja tu pač super izbira. Če ti še snemam, ok.
To je to. Hvala, ker ste spremljali. Pejte na Letap, to soboto pa klele v Velobar na Ziherlovi 10. Zaston bidon, masaža po furi, pa vmes še zapit boste dubl, kaj za jest, tako da se vidimo v soboto 6. Druženje s ostalimi kolesarjami, tako da 6.7. Ne, čakaj, to soboto smo kjer? 6. Evo, 6. pol je pa 7, pa 8. september je pa v Kranju. Tako. Aj, čau. Čau.